Pozdravljeni. Nadaljujemo z našo serijo posvečeno veliki nagradi Združenih držav Amerike. Na vrsti je prispevek po kvalifikacijah. Tudi današnji prispevek bo kot običajno razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k tistemu, kar je pokazal edini prosti trening in kvalifikacije za nedeljsko dirko. Dobro veste, na veliki nagradi Združenih držav Amerike bomo spremljali tudi sprint, zato so bile kvalifikacije za nedeljsko dirko v petek. V soboto bo na vrsti tista skrajšana verzija dirke, sprint in kvalifikacije za štartni razpored le-te. A preden se spustimo k tehničnim novostim, se bomo najprej ustavili pri novih barvnih shemah, ki so jih ekipe pripravile prav za to posebno dirko. Samo po sebi je umevno, da pri ekipi Haas bodo na njihovi domači dirki imeli nekaj novega na pokrovu pogonskega sklopa in tako je tudi bilo. Ni presenetljivo, da na primer pri ekipi Williams so se odločili za nekaj podobnega, namreč Logan Sargent je edini Američan na štartnem razporedu in sedež ima pri ekipi iz Grova. A tudi pri ekipi Red Bull so se odločili počastiti veliko nagrado Združenih držav Amerike prav s posebno barvno shemo, kjer bi rad poudaril dvoje. Prvič, zaradi posebne barvne sheme, kot sem že mnogokrat omenil, ni bolid ne hitrejši in ne počasnejši. Ter drugič, verjetno se strinjamo, da pravzaprav ekipe kakšne velike fantazije niso pokazale. V vseh treh primerih gre za variacije zastave Združenih držav Amerike, namreč vidimo polno zvezd in prog. A to niso moje zadeve, sam se raje ukvarjam s tistim, kar naredi bolide hitrejše na sami progi, ampak preden se spustimo k temu, še neka malenkost. Verjetno ste opazili, da se sam trudim pravilno izgovoriti priimek Daniela Ricciarda. Po italijanski slovnici bi se moral njegov priimek izgovoriti kot Ricciardo. Ampak vem, v Avstraliji se marsikatero stvar popači, spremeni, poenostavi, vsaj tako pravijo nekateri, imenujemo jih poznavalci. A po drugi strani je treba poudariti, da mnogi sledilci, novinarji, ljubitelji priimek Daniela izgovarjajo kot Ricardo, kar je po mojem osebnem videnju popolnoma zgrešeno. A organizatorji velike nagrade Združenih držav so si privoščili velik spodrsljaj, verjamem. V Združenih državah Amerike Formula 1 ni popularna in vozniki niso tako znani. In ko so postavljali bokse, so organizatorji v Austinu morali pripraviti tudi vse napise. In ker so vedeli, da se po pauzi vrača Daniel Ricciardo, so njegovo ime enostavno zapisali nad garažo ekipe Alfa Tauri. In verjamem, nihče ni šel preverjati, kajti slišali so, kako se ime izgovori, in zato so ga fonetsko pravilno zapisali, ampak glede na tisto, kar je nam znano, narobe. Torej vidimo, kako pomembno je potruditi se ime pravilno izgovoriti, kajti če ne drugače, se ta napaka pojavi pri takšnih priložnostih. A pustimo sedaj to. Na progi v Austinu Circuit of the Americas, kot sem že omenil, bomo spremljali sprint, kar pomeni en prosti trening.
In verjetno vsakdo izmed nas bi mislil, da tu kakšnih velikih novosti ne bo, a kar 5 od 10 ekip je tu prikazalo kar velik posodobitveni paket. In začnimo s tovarniško ekipo Mercedes, kjer lahko vidimo po dokumentaciji, da so pripravili novo dno in novo obliko difuzorja. Sicer, kaj se skriva tam pod samim bolidom, še nismo videli, ampak po robu samega dna lahko nekako predvidevamo, da pri Mercedesu so morda ugotovili, kje so napake pri bolidu dvojni V14 v njegovi izpeljanki B. In podobna zadeva pri ekipi Alfa Romeo F1 Team. Tudi tu vidimo, da poglavitne spremembe so v bistvu vezane tam na dno, kjer vidimo spremembe na robu, kjer te aerodinamične površine skrbijo za tesnjenje zračnega toka med asfaltno površino in spodnjim robom samega dna. Tu bi rad poudaril, da tudi pri ekipi Aston Martin imajo novo dno, kjer po fotografijah, kot smo lahko ugotovili tudi v prejšnjih 2 primerih, ne vidimo mnogo, ampak pri Aston Martinu so na primer spremenili tudi tisto stično točko med samo bočno strukturo in odkritim delom samega dna bolida. A tu bi vam rad prikazal še nekaj zanimivosti. Pri ekipi Aston Martin so preizkušali, kako togo je samo dno, in tu vidimo na pričujoči fotografiji. Izjemno enostaven način, ampak učinkovit. Treba je poudariti, da pri ekipi Aston Martin so imeli na prvem prostem treningu težave s hlajenjem samih zavor, zato vidimo na tem pričujoči seriji posnetkov tudi, kako izgleda bolid s samo zavorno košaro, nameščeno na prednji osi, in seveda, ko so jo mehaniki malce razstavili. Imamo tudi tehnične novosti pri ekipi Alfa Tauri. Pri tej ekipi iz Faenza lahko vidimo, da na celotnem bolidu so dobesedno popravljali določene malenkosti pri sami obliki bolida, a lahko bi dejali, da nismo bili priča nobeni konkretni veliki spremembi v celotnem projektu. In seveda za konec še ekipa Haas, kjer bomo videli največje spremembe pri celotnem bolidu. Namreč tudi tu lahko z gotovostjo trdimo, da gre za novo dno, a bistvena je sprememba pri bočnih strukturah, kjer so opustili tisto karakteristično obliko, ki je spominjala na Ferrari F1 pomišljaj 75 oziroma SF pomišljaj 23, in je oblika bočnih struktur podobna tisti, ki smo jo spoznali na primer pri Red Bullu RB19. Izgleda, da Simone Resta se je dokončno odločil spremeniti pot razvoja in da je opustil koncept, ki ga je nekako posnemal po tistemu, kar so napravili pri skuderiji Ferrari. Bomo kaj podobnega videli tudi pri ekipi iz Maranella v prihodnosti, seveda pred sezono 2024 tega ne moremo trditi. Pred začetkom samih aktivnosti na progi smo dobili tudi spisek, koliko elementov pogonskega sklopa in komponent menjalnika so porabili pri določenem vozniku. Seveda vidimo, da v tem trenutku so vsi prišli do meje in le redki so v letošnji sezoni stopili čez. A pred nami je še kar nekaj velikih nagrad, zato ne bi bil začuden, da bomo videli še kakšne težave, kakšna kazenska mesta. In seveda lahko bi dejali, da na tistem edinem prostem treningu v tokratnem vikendu ni bilo na spregled kakšnih presežkov, namreč kar polovica ekip se je ukvarjala z novostmi. In lahko bi dejali, da razen težav pri Aston Martinu, kar se tiče tehničnega vidika,
je šlo vse tako, kot je bilo načrtovano. Ekipe so preizkušale, po eni strani s tistimi vrvicami, po drugim tudi z kontrastno barvo, vse te novosti, ki sem jih naštel malce prej. Razpored samega prostega treninga ni bil presenečenje, a verjetno marsikdo je presenečen, ker Maxa Verstappena ni na vrhu samih kvalifikacij za nedeljsko dirko. Seveda, glavna novica je, da Max Verstappen v zadnjem poizkusu na 19. ovinku je napravil napako. Šel je čez tisti rob same proge in njegov čas je bil izbrisan. To je Charlesa Leclerca postavilo na najboljše štartno izhodišče za nedeljsko dirko. In treba je poudariti, da razlika med Charlesom Leclercem in Maxom Verstappenom, ukolikor bi obveljal njegov zadnji čas, bi bila samo 0,05 sekunde, seveda na stran Maxa Verstappena. Torej Ferrari tu, vsaj na kvalifikacijah, izjemno konkurenčen. In treba je poudariti, da Charlesu Leclercu je končno uspelo že dvakrat, je bil v zadnjem delu sezone izjemno blizu pole positiona in zmanjkalo mu je le malenkost. Govorimo o veliki nagradi Italije in veliki nagradi Singapurja. In tudi v vikendu, ko je na vrsti sprint, je ponavadi Ferrari konkurenčen. Morda zato, ker je na razpolago le en prosti trening in ostale ekipe niso sposobne pripraviti svojega bolida tako dobro, ali ker SF Pomišljaj 23 ne ponuja kakšnih drastičnih rešitev, v bistvu to ni važno. Namreč ne smemo mimo dejstva, da tudi Carlos Sainz mlajši s 4. mestom ni razočaral. Razlika med Leclercem in Sainzem dobri 0,2, kar je po mojem osebnem videnju v mejah normale. Namreč Charles Leclerc je znan po tem, da je izjemno dober na kvalifikacijah, boljši od Sainza na tisti en sam hiter krog. A treba je poudariti, da tudi Lando Norris in Lewis Hamilton sta izjemno blizu. Govorimo, da pravzaprav prvi dve vrsti sta v terenu 0,2, v resnici nista nič. Seveda, Max Verstappen je lahko razočaran, a treba je poudariti nekaj. Sedaj, ko je tudi matematično svetovni prvak, se je morda malce sprostil, morda se je malce oddahnil in zato napake pridejo na dan nekako samo po sebi umevno. A to ne pomeni, da na dirki za veliko nagrado Max Verstappen ni nevaren. Kot sem povedal, hiter je prav tako kot Charles Leclerc, če ne malce bolj. Vidimo pa razliko med Maxom in Serhijem Perezom. Namreč Perez z Red Bullom RB19 je bil kot običajno nekje tam zadaj. In tu zopet vidimo, kakšna razlika je, če imaš v pravem bolidu pravega voznika. Gre, kot sem mnogokrat povedal, za motošport, za kombinacijo seveda človeka in stroja. V primeru Maxa Verstappena in Red Bulla RB19 je seveda ta izbor skorajda popoln. Ne smemo tu pozabiti na dejstvo, da naprimer pri ekipi Alpine z obema bolidoma v tretjem delu kvalifikacij so začeli kazati dobro formo in kvalifikacije Oskarja Piastrija tudi ne bi jemal sam osebno negativno. Piastri kot novinec v Združenih državah Amerike v Austinu v bistvu ni imel velikih priložnosti, da bi progo spoznal, prišel je v tretji del kvalifikacij in pravzaprav njegovo pomanjkanje izkušenj je tu prišlo na dan. Na negativni strani ne moremo mimo dejstva, da Aston Martina ne vidimo tam zgoraj. Tudi Fernando Alonso v tej priložnosti je prav tako hiter ali počasen kot Lance Stroll. In seveda za ekipo iz Silverstona, kljub temu, da so imeli tehnične novosti, nekako pričakujem
izjemno naporen vikend. Videli bomo, ali na kvalifikacijah za sprint in samem sprintu se bo slika nekoliko obrnila, ampak razvidno je, da iščejo tisto pravo pot, kako nastaviti ta vikend. Govorili smo v uvodnem prispevku, da se je tu obremenitev, tisto težišče pomaknilo nekoliko proti zadnji osi. In znano je, da AMR23 je bolid, ki ima težišče postavljeno nekoliko naprej. A vseeno to ne pomeni, da pravzaprav kakšne rešitve ne morejo najti. Mnogokrat smo kritizirali Logana Sargenta, da je bistveno počasnejši od Aleksandra Albona. Zopet na domači dirki se je znašel tam zadaj. A v tem primeru Aleksandar Albon ni blestel. Oba voznika ekipe Williams sta približno skupaj. Zaradi tega, kakšnih velikih kritik tu si ameriški predstavnik enostavno ne zasluži. Ampak pred nami so še kvalifikacije za sprint in seveda sprint ter nedeljska dirka za veliko nagrado. Kar 3 priložnosti, kjer bomo lahko videli čisto drugačno sliko. A o tem, kaj lahko pričakujemo na sami dirki za veliko nagrado, kakšen bo ritem in seveda, kot običajno, moje napovedi glede strategij, bodo argumenti zadnjega briefinga, ki pride na vrsto jutri. Kar se tiče prispevka po kvalifikacijah, kot ste že sami razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.